Torej, kakor vidite na slajdu, vsebine se bojo snemale in bojo pač na voljo tudi vam po končanem tečaju. Fotografije in pa videe pač, ki pa so nastale v okviru naših tečajev in pa taborov, ostalih programov naše šole, pa imamo v bistvu vsa dovoljenja vseh udeležencev, če so kakšni na fotografijah, tako da to ni vprašanje. Seveda, kakršnekoli komentarje, vprašanja zapišite, prosim, v chat, torej, kjer bova potem na koncu ali pa mogoče celo sproti, torej vam vsem prisotnim odgovarjala na vprašanja, ki so povezana, torej z vašim vprašanjem, kakorkoli. Tako, gremo kar naprej. Torej, na hitrico bomo preleteli, kaj bomo spoznali v tem tečaju, in sicer danes bomo pogledali, kaj od opreme je fajn imeti s sabo, kaj je torej preživetvena situacija oziroma kaj je preživetje, oziroma kdaj govorimo o preživetju in pa kako se gibamo v naravi. Naslednji torek bomo obdelali vse okrog vode in pa hrane, torej užitne hrane, pa tudi seveda strupene hrane. Potem ognji in pa kurjenje. Bomo probali podkrepiti seveda tudi z dodatnimi nekimi videi in kakorkoli bomo le lahko na daljavo. Potem pa seveda ne pozabite, da bomo na koncu, ko bo le možno, za vse vas pripravili tudi neko, dajmo reči, 4-urno delavnico, torej, kjer boste lahko v živo, bom rekel, vse te stvari, ki jih bomo čez ta naš tečaj, torej vsaj te glavne, spoznali v živo in se seveda tudi preizkusili v, ne vem, prižigu ognja, postavitvi bivakov, uporabnih vozlov, seveda ne pozabimo tudi slezosledstvo, se pravi, da spoznamo torej živalske sledi, kako se obnašajo in take stvari, kar bomo tudi tukaj obravnavali, in pa seveda nenazadnje tudi rastlinstvo. Ja, zdaj vi ste že vašo nalogo opravili, v bistvu kako se odpravimo, torej po vašem mnenju, kako se odpravimo v naravo. Definitivno je treba biti pripravljen, kadar se odpravljate torej tudi v najbližji gozd, če lahko rečem. Gre za to, da, kot bomo kasneje omenili, se vam lahko pripeti kakšna neljuba stvar, ali si zvijete gleženj, ali si, ne vem, tudi nogo zlomite po nesrečah, kakorkoli. Zato je pametno imeti s sabo vsaj osnovno opremo in pa osnovne pripomočke. Tukaj bom šel kar v bistvu po vrsti. Preverjen teren, kaj to pomeni? Pomeni, da se, če se le da, da si pogledam zemljevid, če se le da v fizični obliki ali pa seveda tudi na računalniku, da si vsaj približno načrtam, kam želim iti, kje so morebitne ceste, če bi se mi slučajno karkoli zalomilo, ali pa neki taki oprijemljivi objekti, po katerih se bom tudi lažje orientiral. Absolutno ne smemo zanemariti vremena. Torej, jaz osebno vse napovedi spremljam preko aplikacije Aladin, to je od Arsa. Tudi sami lahko pobrskate malo po tem, seveda ne smem pozabiti, da si mogoče kakšno stvar tudi zapišete med zapiske, ali boste potem kasneje vprašali, kot sem rekel, zato da seveda vam damo možnost, da se čim več naučite, to je naš namen. Okej, poiščati zemljevid, se pravi, če se le da, si poskušamo dobiti zemljevid, ki ima čim boljše merilo. Kaj to pomeni? Vsaj 1:25.000 je priporočljivo. To pomeni, da je merilo 1 centimeter na zemljevidu 250 metrov v naravi. Če je primer 1:50.000, je 1 centimeter na karti 500 metrov v naravi in je seveda karta bolj nenatančna. Naj omenim še pri teh kartah, ki jih imenujemo tudi specialke, so vojaške specialke, se torej
so res izredno natančno narejene, imajo, vsak izvir je označen, vsaka cesta, elektrika in take stvari, ki vam lahko pomagajo pri hitri orientaciji, o kateri bomo seveda tudi potem govorili. Definitivno ne smemo pozabiti na opremo. Torej, tudi kasneje bomo pogledali, katera je ta oprema, pa da ne bom zdaj prehiteval. Torej, vso to opremo, o kateri bomo kasneje govorili, je treba pač si pripraviti in jo dati v nahrbtnik, kakor vidite na sliki, kako si te stvari zložimo. In seveda tiste stvari, ki jih najbolj potrebujemo, torej zložimo na vrhu torej nahrbtnika, tiste, ki pa jih manj uporabljamo, pa seveda čim bolj na dno in pa seveda težje stvari dajemo tik ob telo, da nas ne bi ta nahrbtnik med hojo oviral. Seveda v nahrbtniku, kakor piše, je seveda, kakor ste seveda tudi sami ugotovili, sta zelo pomembna hrana in pijača. Zdaj, če gremo za manj časa, je dovolj, če imate s sabo vsaj neko stekleničko vode, vsaj pol litra, rajši več, in pa neko energijsko ploščico. Tudi če greste, kot sem rekel, za kratek čas, za neke 3-4 ure, ali pa gobart, ali pa kakorkoli, je fajn, da imate to s sabo, da ste pripravljeni, če se vam karkoli slučajno zalomi. Ja, nenazadnje v nahrbtnik damo tudi prvo pomoč. Jaz uporabljam tisto malo prvo pomoč, ki jo imajo torej motoristi, jo lahko pač kupite ali to sami ali kakorkoli. Je zelo taka priročna, ima noter res neke osnove, ki jih naj bi človek v sili rabil. Ona za avtomobilska je mogoče malo preglomazna za nositi s sabo, ampak včasih tudi tista lahko prav pride, sploh če mogoče kakšen rok potekel ali pa kaj takega. Jo imate lahko čisto mirno s sabo, je pa res, da vam dosti prostora vzame. Ja, ustrezno se oblečem in pa obujem. Kaj to pomeni? To pomeni, da seveda v zimskih ali pa hladnem obdobju se probamo obleči po sistemu čebule, kakor ste že ugotovili, kar je pravilen, bom rekel, odgovor. To pa zato, da lahko enostavno, če nam je prevroče, stvari odvzamemo, če nas pa torej še dodatno zebe, pa seveda ta oblačila lahko enostavno dodamo nase in nam je seveda potem boljše. Pri obutvi, kaj naj rečem, največkrat so problem mokre noge, zato svetujemo, da se uporabi, torej da spakirate v nahrbtnik tudi kakšen dodaten par nogavic, ker ko vas začne enkrat res zebsti v noge, če nimate ognja ali pa nekih grelnih teles drugih, je lahko kar hitra težava, ker vas pol začne, bom rekel, po celem telesu zebsti. Jaz upam, da se s tem strinjate. Se pravi, če se kdo karkoli ne strinja z mano, naj napiše mirno in bomo seveda to potem pregledali. Zelo pomembno, tudi tukaj sva udebelila tole, torej vsaj enemu ali pa seveda čim večjim povejmo, kam gremo, do kdaj bo naša odprava trajala, oziroma kdaj se bomo predvidoma vrnili, da lahko v teoriji se lahko sproži neka iskalna akcija ali pa neko reševanje, ne. In pa seveda nenazadnje je treba tudi poudariti, da moramo dejansko iti tja, kamor smo rekli, ne. To pomeni v praksi, ne vem, če rečem, da grem na Golovec, pomeni, da ne grem na Deben vrh. Torej ne bom šel na Deben vrh, ker me tam ne bo nihče našel, če me bo kdo iskal. Torej iskali me bojo po Golovcu in zato jaz mislim, da je to kar na mestu, da se sporoči vsaj svojcem, no, da se odpravljate in pa seveda kdaj predvidoma se boste vrnili. Ja, tukaj bomo zdajle pogledali ene par scenarijev, ki so seveda čisto mogoči, gotovo se je komu že kakšen od njih zgodil, pa bi kar predlagal,
da gremo pogledat. Mogoče še pogledamo, če se še do... Ni. Ok, dobro. Hvala, Tjaša. Skratka, kaj pa če? Torej, prva stvar, ki je, bom rekel, najbolj pogosta, je ta, da se lahko v naravi seveda tudi poškodujemo. Ali je to, bom rekel, mala praskica, lahko je pa tudi kakšna globoka ureznina, ali pa da ne rečem, da je karkoli drugega. Seveda, ko pride do poškodbe, če je le možno, pokličete na številko 112. Seveda, če imate koga s sabo, se pričakuje, da vam bo ta oseba jasno pomagala, ker je to edino pravilno. Če lahko, oziroma če zmorete, oziroma če poznate ali pa imate pri sebi kakršnokoli prvo pomoč, katero smo prej omenili, je pametno, da si oskrbite rano oziroma mesto poškodbe na, bom rekel, čim bolj enostaven način, se pravi, da ustavite krvavitev, če je treba rano oprati, torej ne uporabljate nikoli drugega kakor vode. Mogoče včasih kakšno žganje ne rečem, odvisno zakaj gre, ampak tega običajno tudi ne bi imeli kar vedno s sabo, kakor kdo. Jaz pač niti ne. Pri hujših poškodbah si lahko za imobilizacijo pomagam z oblačili in pa seveda palicami, mogoče štorskim krilom, ali pa nenazadnje, kot smo rekli, z oblačili in pa palicami, v bistvu z enostavnimi vozli ud imobiliziramo in tako naprej. Tukaj se ne bomo dosti zadrževali okrog teh poškodb, tle bi lahko govorili samo o tem celo noč, kar pa ni naš cilj. Torej, govorimo pa lahko tudi o nekem slabem počutju, se pravi, če nas karkoli, bom rekel, ali piči, ali pa smo kaj strupenega mogoče pojedli, pa ne bi smeli, ali pa kaj s tem kakorkoli. Torej, pozorni smo na svoje počutje, poslušamo svoje telo in pa torej smo pozorni na to, kako smo izpostavljeni vremenskim vplivom. To pomeni, da moramo ves čas paziti na našo telesno temperaturo, da se ali ne pregrejemo ali ne ohladimo preveč. Kar je pa tudi zelo pomembno, je pa to, da se ne preznojimo preveč, ker če se preznojimo, je težava v tem, da se ohlajamo 20-krat hitreje, kakor če bi bili suhi. In seveda to spet pelje v težavo lahko. Torej, kot sem že rekel, se probamo zaščititi pred nekimi sončaricami, podhladitvami, seveda žulje pač spet posebej treba tretirati, je fajn, da imate kak obliž v prvi pomoči. Definitivno treba dovolj piti, da se ne dehidrira, to je pač čisto logično, ampak večkrat pozabimo na to, Zato res tukaj apelirava na to, da se čim več vode pije. Se pravi, morate tudi kar precej s sabo imeti, ali pa vedeti, da kje boste dotočili. Seveda pravočasno reagiram na poslabšano počutje. To mislim, da je pač tudi čisto na mestu. Ja, definitivno sem spregledal, kakor vidite, trpotec, torej na sliki vidimo širokolistni trpotec, zelo koristen za primer, bom rekel, sanacijo nekih manjših ranic ali pa ureznin. Kako to naredimo? Enostavno trpotec utrgamo, ga operemo, ga zmečkamo med prsti v tako bunkico in iz njega poskušamo, torej ga toliko stisniti, da iz njega teče malo soka, se ga lahko damo gor direktno na rano in potem ta listek položimo gor na rano in kar povijemo ali z vrvico, če jo imamo, ali pa s kakšno bilko trave, običajno se povije ta rana
in počakate, ne vem, če ste zdravi, če nimate kakšnih drugih težav, 10 minut in potem se skupaj lahko stran zavržete in je to zadeva potem rešena. Lahko sam iz lastnih izkušenj zatrdim, da se s pomočjo tropoca, recimo enaki rani, ki sem jih dobil torej istočasno na obeh rokah, eno sem tretiral s tropocem, drugo normalno, samo z obližem, vam povem, da lahko trdim, da se tista s tropocem skoraj, bom rekel, še enkrat hitrejš, bila lepš zaceljena in pa tudi hitrejš se, bom rekel, rana zacelila. Okej. Tako. Mislim, da imamo še nevihto, ja. Tako. Večkrat se lahko nam pripeti, da pač kar, bom rekel, pride strela z jasnega, kakor rečemo, torej nas ujame nepripravljene, tudi meni se je to že zgodilo v najlepšem poletnem dnevu na enem, bom rekel, ribolovu, ko sem bil na čolnu s kolegom, je kar naenkrat se izoblačilo in se je z neba, bom rekel, se je oblak utrgal, no, bom tako rekel. In sredi smo imeli plastenko s sabo, da sva jo prerezala na pol in s kanuja, v katerem so bila metala ven vodo, da se ne bi vse skupaj potopili dol, ker res, to je bilo neverjetno, kako je padalo. Imela so tudi takrat štorko s sabo, evo, so bila pripravljena, čeprav je bilo lepo vreme, ampak to je fajn, da imate v nahrbtniku, lahko je tudi navadna, bom rekel, vrečka za smeti ali pa astrofolija, kot bomo pol kasneje še videli. Okej. V glavnem nevihte nastaja predvsem poleti, najpogosteje v popoldanskem času, to nam je več ali manj znano, in pa seveda, kako ugotovimo, koliko smo daleč stran od te strele, ki je v bistvu usekala, To je tako, da štejemo sekunde od bliska do groma oziroma do poka, kakor rečemo, in pomnožimo z 340. Tudi 340 pomeni, da s 340 metrov na sekundo potuje zvok, To pomeni, da če bomo prešteli do, ne vem, do 3, zmnožimo krat 340 in dobimo nekih dobrih 1000 metrov, se pravi, kilometer od nas udarila strela. Tako je nekako ena taka caka, da se to lažje predstavljamo. Nenazadnje lahko s to tehniko 340 oziroma 340 metrov na sekundo tudi ugotavljate, koliko ste stran od cerkve, če veste, da točno ob 12 tam zvoni in pogledate na uro, ura je 12 in potem štejete sekunde in ko zaslišite zvonjenje, nehate šteti in potem spet pomnožite in dobite neko približno oddaljenost od cerkve. Kaj storimo, ko pride nevihta? Absolutno se je treba pravočasno umakniti na varno. Seveda to umaknemo se vedno z nekih vrhov, hribov, z nekih grebenov in pa seveda stran od osamljenih dreves in pa zaščitimo se seveda tudi pred samim dežjem, kjer smo prej omenili, če smo mokri, se 20krat hitreje ohlajamo, kot če smo suhi, to res poudarjam. In pa seveda, kot smo že rekli, da si poiščemo zavetje ali pa si ga pripravimo, o tem bomo v enem izmed prihodnjih, bom rekel, ur, ja, obravnavali, kako si torej ta zavetja postaviti, katere poznamo, naravne, umetne in tako naprej. In pa seveda na hitrico še, če preletimo te podatke o streli, mogoče par zanimivih podatkov, do 200.000 amperov jakost toka, napetost do nekaj milijonov voltov, življenjska doba 0,003 sekunde oziroma 3000 sekunde in pa temperatura do kar 20.000 stopinj Celzija, kar je kar precej, Dobro. Prihajamo do situacije, kjer se zmočimo, pademo v potok, v vodo, v reko.
No, zdaj mogoče tukaj imamo scenarij prehod reke. Kako prečkati eno reko, če ni mostov in torej podobnih stvari. Vse v redu? Okay. Torej, definitivno si moramo zmočiti čim manj obleke, torej obleko si po možnosti zapakiramo v neko PVC vrečo, lahko je tudi za smeti, kakor sem večkrat omenil, to so pač take močne, dajmo reči, vreče, ki so kar, bom rekel, odporne na neke blažje udarce in tako naprej. Tako da, če je že možno, to zapakirate in seveda s tem, torej suho obleko prečkate reko, preplavate, prehodite, kakorkoli. Tukaj seveda tudi en kup enih, bom rekel, tehnik, ki bomo mogoče obravnavali tudi kasneje pri vozlih, ko bomo kakšno vrno tehniko čez vodo pokazali, kako se prečka, če sem sam, če sva dva in tako naprej. In pa seveda najbolj fajn je, da to dopoldne naredite, torej čim bolj zjutraj, da se lahko potem na soncu posuši ta oblačila, če že ni ognja, ali pa seveda tudi ob ognju. Če pa že pademo v reko, torej predpostavljamo, da je načeloma deroča ali pa tudi, če je mirna, skratka, če pademo z nahrbtnikom noter, je fajn, jasno, ga dati dol sebe, da nas ne bo vlekel k tlom. Potem, če nas voda odnaša, je zelo fajn, da se obrnemo na hrbet in noge damo naprej, da si zavarujemo glavo in pa hrbtenico pred kakšnimi kamni, skalami, ki bi nas morebiti lahko, bom rekel, poškodovale ali pa bi zaradi tega nastala še kakšna hujša situacija. In pa seveda, če je možno, torej, če vam kdo lahko pomaga s kakšno vrvjo, s kakšno palico ali pa se primete neke korenine ali pa veje ob bregu. Tako. To je to, ne? Ja. Če se začenja nočiti, je tudi večkrat lahko situacija, ko se nam nekaj zalomi, glih takrat, ko ni treba. Recimo, sam sem se zgubil z 11 otroci, ko sem imel 15 let, torej ti otroci so prišli k mojemu mlajšemu bratu na rojstni dan. In takrat v tistem, torej mi smo popoldne smo začeli s tisto zabavo, potem smo se odpravili v gozd in smo se v domačem gozdu praktično res izgubili. Pač dolga zgodba, ne bom zdaj kratil časa še s tem, ampak v končni fazi smo se rešili, in sicer na ta način, da ko pač nismo našli prave poti, smo se odločili za eno pot, ki se nam je zdela, oziroma meni osebno, najbolj prava, in kadar smo prišli do križišča večjih poti ali pa dveh poti, smo vedno ubrali pot v dolino in smo se na ta način, bom rekel, rešili, da smo prišli do ene kmetije, kjer smo lahko poklicali pač starše, da so nas prišli iskat takrat z avtomobili. Je bila pa že kar torej pozno popoldne, vedel sem, takrat slučajno sem imel vžigalnik s sabo, zdaj, če bo že sila, da bomo mogli pač prenočiti, bomo vsaj na toplem, a ne. Tako da sem imel pa, bom rekel, zelo grozen občutek in zelo veliko odgovornost sem čutil do teh otrok in pa seveda sem vedel, da jim ne smem povedati, da smo izgubljeni, ker če ne bi bila še večja zmeda in panika. Okej. Seveda, če vemo, da se bo začelo nočiti, je fajn, da se pravočasno pripravimo za postavitev bivaka, ognjišča in teh, bom rekel, stvari, ki so naša prioriteta, o tem majčkeno kasneje. Seveda, kje postavimo mesto za prenočišče? V bistvu je pametno, da ne postavljamo na vrhu hriba ali pa v dolini. Zakaj ne na vrhu? Zaradi tega, ker je običajno tam zelo vetrovno, v dolini je pa zelo hladno. Tako da se svetuje, da se vsaj na nekem malem
torej na sred pobočja, če se da, ali pa na enem primernem mestu, kjer je dovolj neke ravni, torej ravne površine, na katerem bomo postavili bivak pa zakurili ogenj, da se ne bomo skotalili ponoči v dolino, malo za hec, malo pa za res. Torej si pripravimo teren, če se ne da drugače, lahko tudi v sam breg skopljemo neko tako poličko in si s tistim materialom nakopanim naredimo nek plato. To sem se naučil, ne se smejati od divjih svinj, one ravno tako naredijo. Nočem to zdaj nič povezovati z ljudmi ali kakorkoli, ampak so zelo pametne in si najdejo res primerno, bom rekel, varno, torej mesto, kjer ni prepiha in tako naprej. Torej, primerno mesto. Torej, poskrbim, da zadostim tem osnovnim pogojem preživetja, o katerem bomo seveda tudi več v nadaljevanju povedali. No, mogoče pa ta zanimivost, ki je pa zelo praktična, pa vidite tukaj na sliki, to boste seveda pol te materiale tudi dobili na vaš mail. Se pravi, kako ugotavljamo, koliko imamo še časa do sončnega zahoda. Se pravi, kdaj bo sonce šlo za potem, kdaj bo šlo za obzorje. Ko gre sonce za obzorje, imamo potem še pol ure časa, torej še pol ure mraka, seveda takrat je že pol kar precej gusto. No, in sicer, ko stegnemo roko in damo prste, bom rekel, jih malo pokrivimo in damo prst na navidezen horizont in pa zmerimo, koliko prstov, je še do sonca, Vsak prst je 15 minut, se pravi, 4 prsti je še 1 ura, dokler bo sonce iz tega mesta, kjer zdaj stojimo, zašlo torej za obzorje. Potem sem rekel, imamo še pol ure mraka, ki je tudi nezanemarljiv, če smo popolnoma brez kakšnih svetilk ali pa ognja. Tako da je to treba seveda predčasno upoštevati. Zdaj sem vprašanje. Okej. Ja, obstajajo. Odgovorila bova na 2 vprašanji, ki sta ravnokar prišli. Okej, prvo vprašanje, ali obstajajo kakšni posebni znaki naelektrenega ozračja ali govorimo o strelah. Ja, obstaja naelektreno ozračje in to sem jaz osebno začutil enkrat v Ankaranu, nikoli ne bom pozabil, in sem točno vedel, da nekaj se bo zgodilo, ker je, bom rekel, nekih 10 sekund pred strelo se je dejansko ozračje naelektrilo, vse mi je šlo pokonci, lasje pa jih nimam dosti, vse dlake, v glavnem dejansko čutiš, da nekaj ne štima. Takrat sem šel dejansko stran tudi pol drevesa, ko sem bil pri enem boru, sem rekel, če bo usekalo, bo glih v ta bor. No, in je pol dejansko usekalo nekih, ne vem, 100 metrov stran. 100 metrov stran, približno, zračne linije, jasno v drevo, in dejansko to obstaja. Mislim, da sem odgovoril tole videl. Žiga pa sprašuje. Je dodal. Je dodal. No, vse o tem bomo v bistvu še govorili. Pri prečkanju osebno priporočam uporabo višje palice, ki nam sega nad glavo in ne služi kot opora pri prečkanju, predvsem, če je reka deroča. To je absolutno prav, Žiga. Kot sem rekel, ne bomo se zdajle spuščali v te stvari, ker moramo še precej stvari danes obdelati. Ne nazadnje pa zelo dobra iztočnica za to, da bomo dejansko tudi vključili prečkanje rek, na kakšen način je z vrvjo, brez vrvi, sami s pomočnikom ali pa brez. Hvala za vprašanje in jaz upam, da se imate v redu. Okej, seveda najbolj pogosto vprašanje, ki ga, bom rekel, obdelujemo, je pa seveda to, kako ravnamo, če se izgubim, oziroma ko sem ugotovil, da sem se izgubil.
Najprej lepo piše, ne, da 3-krat globoko vdihnem, se umirim, po možnosti se usedem in seveda preučim situacijo. Definitivno si morate priznati, da ste se izgubili. To res, bom rekel, poudarjam. Enostavno zato, ker če si ne boste priznali, da ste se izgubili, vam bom enostavno povedal, boste še bolj, po domače rečeno, zabluzili oziroma še bolj zatavali, ker mislite, da niste izgubljeni, pa v bistvu ste, ne? In boste, bom rekel, tudi sami sebi ali pa reševalcem, bog ne daj, otežili reševanje. Zato je pametno, torej, da razmislite, kako boste reševali situacijo, torej, v katerem času dneva se nahajate, kakšne so možnosti, kaj imate od opreme pri sebi, kaj imam na voljo, torej okrog sebe in pa seveda, kot sem že prej omenil, kateri dan, torej kateri čas v dnevu je in pa seveda sem pozoren tudi na zvoke, torej na morebitne sledi civilizacije, ali je to, bom rekel, neka cesta, lahko slišimo pse, lahko slišimo kakšne krave na pašniku, sicer to ni nujno, da so v civilizaciji, ampak je pa pašnik, kjer je pa mogoče tudi kakšna cesta v bližini, pa kaj takega. In pa seveda, koliko časa lahko preživim s tem, kar imam na voljo. Okej, to je zelo relativno vprašanje, ampak je pa se seveda tudi treba zamisliti. Definitivno si v takih primerih moramo postaviti prioritete, pa si bomo v bistvu kar pogledali. Oziroma prioritete, lahko gremo še nazaj. Prioritete so, kako naj rečem, potem kasneje bomo pogledali eno pravilo števila 3. Se pravi, če sem padel v vodo z nahrbtnikom, deročo vodo, mi je seveda prioriteta, da se najprej znebim nahrbtnika, da me ne bo, bom rekel, voda, da se ne utopim. Se pravi, je kisik, bom rekel, zelo pomemben. Ne? Se pravi, če smo nekje v dimu, jasno bomo poskrbeli najprej za to, da gremo ven iz dima in potem naprej rešujemo stvari. Ko pa govorimo, bom rekel, iz obratnega, torej obratni smeri, je pa v bistvu, kot bomo kasneje videli, brez hrane zelo dolgo zdržimo, potem je voda, ogenj in potem, kot sem rekel, nek bivak. In seveda, če smo pa na primer na območju medveda, pa je smiselno, da je prva prioriteta na območju medveda je definitivno ogenj, torej ogenj, v njem bomo seveda se razgovorili še pa še. Ogenj je v bistvu tista stvar, pardon, tista stvar, ki odganja seveda med drugim tudi torej zveri, živali, ker vejo, da torej da je človek sposoben torej zakuriti ogenj ali pa mogoče tudi poznajo, da kakšna strela kdaj zakuri kakšen ogenj. Skratka, vejo živali, da torej, da Gre za človeka v bistvu. tako, da gre za človeka in se pač ne približuje, tudi človek sam se seveda boji ognja, ne, načeloma je že to jasno, da boste kar drezali noter v ogenj z roko, ker veste, kaj vas čaka, ne, se boste torej upekli in živali tudi nekako poznajo. Skratka, to. Potem druga prioriteta, kot sem rekel, je nek bivak in tako naprej, tem bomo malo kasneje. Zdaj bomo pa seveda si malo pogledali na hitrico, kdaj pa res dejansko govorimo o preživetju, a ne, kdaj je pač o nekem, govorimo o preživetju v smislu preživetveni situaciji. To se definira tako, da gre za v bistvu splet nekih situacij, na katere nismo pripravljeni oziroma nismo načrtovali tega, kar se nam je zgodilo.
Potem, kot ste videli, so določene stvari lahko življenjsko nevarne, nekatere pa ne. Potem naslednja stvar, ki je med definicijo tudi nekako določena, je ta, da se običajen povprečen čas iskanja išče torej osebo nekje med 24 in pa 48 ur. In seveda govorimo o preživetveni situaciji takrat, kadar traja več kot 24 ur. In pa seveda, kadar imamo težave s kakšnim signalom, mora biti ali na telefonu ali pa pač na splošno, nimamo signalnih pripomočkov in pa smo neprimerno oblečeni. Tukaj bi mogoče omenil, da če boste dobro pogledali, imava s Tjašo, torej je naš del uniforme je definitivno oranžna barva, je naša zaščitna barva, tudi vsi slajdi so oranžni. Niso torej kar slučajno izbrani, definitivno je fajn, da s sabo nosite nekaj, kar je živih barv, ker če boste zakamuflirani vojaška oblačila, bo iskanje precej težje. Tako da tudi mogoče ta kos oblačila, ki je, bom rekel, zelo krečeč, oranžen ali pa kakršenkoli, vam bo potem lahko prišel prav tudi na, bom rekel, v situaciji, ko boste recimo ugotovili, da ste se izgubili in boste potem, bom rekel, to majico zavezali na tem mestu, kjer ste obstali in se umikali od te palice oziroma te vaše majice toliko časa, da jo boste še videli in videli, a ste našli pravo pot ali ne, da je to smiselno. Okej, če že moramo signalizirati, je tukaj navedenih par primerov, kako signaliziramo. En je seveda s piščalko, imam tukaj s sabo v tem nakitu za preživetje, vedno s sabo. Je izredno močna in seveda vsekakor je boljše imeti s sabo piščalko kakor glasilke, oziroma glasilke imate v vsakem primeru, vendar vam lahko povem, da boste po 3 urah glasnega vpitja ali pa dretja po domače, če želite, ostali brez glasu in ko bo šel reševalec mimo, ga ne boste mogli poklicati. Zato se priporoča piščal ali pa na prste, če znate. Tisti mlajši pa se boste še naučili gotovo. Žvižgamo, kot sem rekel, ali signaliziramo lahko z lučko, če je ponoči, z ognjem in dimom. Tukaj bi se malo ustavil pri temle dimu. Zdaj, običajno, če zakurimo v gozdu neka, bom rekel, res suha drva, se običajno niti ne kadi dosti. Je treba absolutno dati gor neko zelenje, da dobimo bel dim, ki je pa pozimi lahko precej neviden oziroma se slabo vidi. Zato se predlaga, da se mogoče v ogenj da nekaj plastičnega, kar seveda, bog ne daj, da me bo zdaj kdo kam prijavil, da hočem, da spodbujam, da onesnažujete okolje, ampak primer, da kos neke zračnice od kolesa stare ali pa neko, ne vem, karkoli, že date noter, kjer pušča v bistvu črn dim, da boste na ta način mogoče malo bolj opozorili na sebe. Se pravi, to je v skrajnih primerih, moram res poudariti. Potem signalna raketa, to mogoče bolj za kakšno morje, če ste v čolnu, mislim, da čolni morajo imeti po zakonu tudi neke vrste te signalne rakete. Kako signaliziram z lučko? Seveda v presledkih, torej 3 kratki znaki, 3 dolgi in 3 kratki. Se pravi, tudi če bi to zvokovno šlo, je t, 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 t. In to ponavljate. In seveda, jasno, če imate telefon, pa da imate signal, pa seveda tudi pokličete. Toliko na kratko. Če bo kakršnokoli vprašanje, dobrodošli z vprašanji na plano. Lahko tudi sproti rešujemo, da se nam ne bo na koncu preveč nabralo. Torej, tudi čisto od vas odvisno.
tudi če kakšna pripomba, res z veseljem bom sprejel za to, da bomo tudi kakšno stvar izboljšali. Moram reči, da mi je, bom rekel, res nenavadno, da se pač takole srečujemo, ker imamo običajno, bom rekel, udeležence pred sabo, takole, bom rekel, pred nami in je zadeva precej bolj interaktivna. Dobro, ja, zdaj tukaj je ena zelo dober zapis, iskreno ne vem, od kje izhaja, ampak kakorkoli že, preživetje je disciplina. Disciplina odnosa, se pravi, kakšen odnos imamo do narave, torej, kakšen odnos imamo, koliko znanja imamo, katere veščine in pa katere akcije bomo potem seveda izvedli. Seveda cilj preživeti v vseh različnih razmerah, ne glede na to, kakšno opremo imamo. Jaz pravim, da bi bilo pametno, da imamo to ves čas v glavi, se pravi, da ni dovolj tale naš tečaj, iskreno, zato, da boste postali, ne vem, guruji preživetja, to daleč od tega. Kot sem rekel, sam imam že čez 25 let izkušenj s tega področja, pa se še vedno kaj novega lahko naučim. Tudi od vas, nenazadnje, moram iskreno povedati, da ne rečem, da sem najpametnejši, se zelo rad priznam, da kaj ne vem, ali pa česa ne vem, vem pa kar marsikaj, torej kar precej, pa me še kljub temu lahko kaj preseneti, tudi v naravi. Okej, tako. Zdaj bom pa predal Tjaši besedo, pa še ti malo povedala. No. Kaj pa zdaj? Torej še enkrat lep pozdrav tudi z moje strani. Zdaj smo se v bistvu že zelo dotaknili preživetja v naravi. Če se načrtno odpravimo v naravo, bi lahko govorili, da govorimo o življenju v naravi. Ampak ker govorimo o nekih situacijah, kako se znajti, govorimo o preživetju. In takrat so pomembne predvsem 4 stvari, ki jih vidimo napisane. Torej, ena je ta, da ostanemo mirni, se pravi brez panike. Panika je tista, ki velikokrat zamegli človeški in v paniki zagotovo ne bomo odreagirali pravilno, oziroma bomo odreagirali tako, da bomo verjetno na dolgi rok zadevo obžalovali. Poleg tega je pa pomembno, da v tej mirnosti sprejmemo tudi odločitve. Za vse stvari, ki jih je Laris v bistvu povedal v zdajle preteklih ne vem koliko časa, je v bistvu pomembno, da znamo sprejeti odločitev. Pri preživetju se je treba zelo velikokrat odločati in odločati preudarno, modro pa tudi hitro. Pomembno je, da ohranimo toploto, telesno temperaturo, kar lahko vidimo tudi na v bistvu tem trikotniku, ki ga bom malo kasneje razložila. In sicer smo tudi že poudarili, v primeru, da pride do tega, da ne vem, moramo prečkati reko, da smo padli v vodo, da se približuje dež, je zelo pomembno, da poskrbimo za to, da se ne podhladimo oziroma ohladimo ali ne pregrejemo. Torej, nismo v mokrih oblačilih, poskrbimo, da če smo se oblačila zmočili, lahko posušimo, lahko je to na soncu, lahko je to ob ognju in na podobne stvari, še boljše pa, če se sploh ne zmočimo. Torej, smo že pri naslednji, da ostanemo suhi. Tle spet v bistvu lahko govorimo o tem, da na eni strani vemo, ne vem, na primer, da zvečer pade vlaga, se pravi, je zelo dobro, da pravočasno že zakurimo in take stvari. Sicer v Sloveniji je redko na katerem področju je vlaga tako velika, da bi nas lahko čisto popolnoma zmočila, ampak se pa tudi zgodi, so kakšni predeli, ki so zelo hladni in sploh takrat, ko se pripravlja na dež, smo prej že malo govorili o napetosti, je lahko vlaga sploh proti jutru v bistvu zelo konkretna. Tako da tle je zelo pomembno tudi, če prenočujemo v naravi, da v bistvu poskrbimo za to, da so stvari na suhem, da so pokrite, jih damo na primer pod smreke, če nimamo karkoli drugega, poiščemo kakšno luknjo in podobno. Če lahko samo dopolnim, jaz mislim, da ni mesta v Sloveniji, kjer ne bi čez noč nam prišla vsaj ena, po domače povedano, navadna ruha ali pa neke vrste platno čez glavo, ker dejansko vlaga je povsod prisotna oziroma ponoči pade ta, bom rekel, rosa in je pametno imeti streho nad glavo, pa je lahko, kot sem rekel, čisto preprosta
ne vem, jaz se spomnim, kot otrok sem pod jugoslovansko zastavo spal, ki so bile na fabrikah. Jaz vam povem, da je funkcionalno, torej čisto odlično funkcionirala, kadar je bilo suho vreme, ampak je pa bilo dovolj, da ni ta rosa padla na mene, ko sem spal zunaj, ja. Tako, in pa še četrta stvar je pa poskrbeti za varnost. Tu bi mogoče rekla ne samo varnost, ampak tudi zdravje. Se pravi, zelo pomembno je, da se dobro počutimo. Pomembno je, da v teh trenutkih še bolj preudarno ravnamo in uporabljamo orodje, morebitno, ki ga imamo s seboj. In naprimer, ne vem, Lars je prej že omenil medveda, se pravi, če se zavedamo, da smo na območju, kjer nam lahko tudi v bistvu neka čist naravna situacija predstavlja še dodatno nevarnost ali pa mogoče nek strah, ki je spet lahko razlog za paniko, najprej poskrbimo za te stvari. Se pravi, v primeru, ne vem, divjih živali je to ogenj. Pa če se dotaknemo trikotnika, v bistvu vse te stvari, ki sem jih zdaj omenila, so na nek način povezane z znanjem, povezane so z nami oziroma s telesno temperaturo in pa z opremo, ki jo imamo s seboj. In če ena od teh treh stvari ni izpolnjena, bomo ponavadi težje se soočali z določeno situacijo. Naprimer, če imamo opremo, naprimer nož, pa smo primerno segreti, se pravi, je neka normalna temperatura, torej smo sposobni dela, nimamo pa znanja, kako bi nož uporabili in kaj točno bi z njim počeli, ne moremo narediti nič. Na drugi strani, če v teoriji vemo, kako se prižge ogenj, pa smo spet primerno segreti, pa nimamo kresila ali pa nimamo vžigalice oziroma vira ognja, ne bomo mogli zakuriti. In tako naprej. In s tem v bistvu na dolgi rok zadrževati telesne temperature. Počasi potem v bistvu začnejo odpovedovati še druge stranice trikotnika. Pomembno je torej, da imamo vse skupaj. Samo tako lahko v bistvu zadostimo temu, da bomo lažje šli čez določeno situacijo. In načrt je ključen za preživetje. Če se načrtovano nekam odpravimo, načrt naredimo že prej. Ko pa se znajdemo v situaciji, pa torej brez panike in mirno, poskrbimo za to, da nam ne upade volja in da smo motivirani. Človek je nagonsko nekako v bistvu motiviran za to, da preživi, je pa tudi hitro lahko v bistvu v taki situaciji obupa. Ampak spet, kot smo prej rekli, če ima ustrezno opremo, nekaj znanja in zna oziroma poskrbi za to, da se ohrani telesna temperatura, lahko preživi kar precej časa. Zelo pomembno je, da v bistvu uporabljamo čutila v naravi, se pravi, pozorni smo na zvoke, opazujemo recimo živalske sledi, opazujemo, kam hodijo živali, s kje prihajajo zvoki, kakšni zvoki prihajajo, so to neki zvoki, ki so vir človeka, ali so to zvoki, ki so povezani z živalmi, mogoče jih povzroča veter in podobno. In to je dobro, da v bistvu delamo ves čas, ne samo takrat, ko se gre za preživetje. Poleg tega premislimo, pri čem vse lahko uporabimo obleko, ki jo imamo. Že prej smo malo omenili, naprimer, lahko uporabimo določene vrste oblačil, lahko uporabimo za kakšno prevezo narediti, če se poškodujemo, za nosila, naprimer, za vezalko lahko uporabimo za vrvico in tako naprej. Skratka, smo iznajdljivi. V primeru, da imate zemljevid, je v bistvu zelo dobro, da skušate ugotoviti, kje se nahajate. To se sicer sliši smešno, se mi zdi, da veliko ljudi misli, da če ima zemljevid, smo že, vemo, kje smo. Ampak žal ni temu tako, no. Pomembno je torej, da dobro opazujemo, da tudi ko se gibamo po terenu, v bistvu gledamo pred se vedno oziramo tudi nazaj, ker je slika velikokrat drugačna. Včasih že, če se obrnemo, saj veste, včasih že, če se z avtom peljemo, ko se peljemo v drugo smer, smo tako, tle smo se prej peljali, ne. In zelo je v bistvu pomembno, da ta teren, da imamo oči skozi na pestli, no. Poleg tega je pa pomembno, kje se gibajo živali. Živali ponavadi se ne gibajo kar brez veze, ker ne potrošijo energije brez veze, ampak grejo, ne vem, do nekih virov vode, virov hrane in podobno in vas lahko tudi do kam pripeljejo. Mogoče je dobro, da na zemljevidu ali pa tudi v naravi ves čas spremljate, kje je kakšen potok. Potok običajno se vedno zliva v nekaj večjega, se pravi, vas lahko tudi nekam pripelje, če dlje časa hodite v potoku. Potem je zelo pomembno torej, da se poslušamo, da se opazujemo, kontroliramo svoje občutke in sproti rešujete morebitno paniko. Se pravi, ko zaslišite ene zvoke, lahko hitro začutite neko paniko in če si jih znate razumsko razložiti, se v bistvu ustaviti, 3-krat vdihniti in podobno, boste veliko manj panično stopili naprej. Uporabiti pripomočke iz narave, o tem mislim, da bomo še veliko povedali, pri kurjenju, pri hrani, pri vodi in tako. Narava je v bistvu prava zakladnica pripomočkov.
na katere smo pa pač v tem vsakdanu mogoče včasih malo pozabili. In pa seveda, če niste sami, je zelo pomembno ta ekipni duh, se pravi, da se ohranja neka skupna, kako bi tem rekla? Timski duh. Timski duh v bistvu, neka dobra volja, ideja za rešitev, pripravljenost na rešitev, pripravljenost na pomoč drug drugemu. Tako. Pa ne izgubiti kritične presoje. Zdi se mi, da je ena taka pogosta stvar, večkrat sem že, ko sem z otroki kje bila, pa smo jih kam poslali, ne vem, otroci so malo žejni, pa jim že zmanjkuje vode, pa grejo kar do prvega potoka pa pijete. Ne, pač če ste žejni, bomo naslednjič več o tem povedali, ampak vode iz mlake, iz potokov, iz nekih zajetij, ki jih ne poznamo, ne pijemo, ker je v bistvu s tem se lahko povzročimo od zastrupitve do kakšnih tudi hujših v bistvu težav. Zato je vedno pomembno, da se preudarno odločamo o tem. Če je kakšno vprašanje ali pa kakšna ideja, kar napišite. Evo, in Laris je prej že omenil pravilo števila 3. Torej, nek tak, zdaj nekateri se mogoče ne boste čisto strinjali, ampak to je eno tako poenostavljeno pravilo, in sicer človek lahko zdrži približno 3 tedne brez hrane. 3 dni brez vode, s tem, da to je že kar konkretno želja na koncu, mislim, da se strinjaš. Ja, definitivno. 3 ure brez bivaka. Tu bi se morda kdo ne strinjal, ampak to je ravno to, kar je prej govoril Laris. V bistvu po noč pade vlaga in to vpliva na telesno temperaturo. Smo pa prej v preživetvenem trikotniku videli, da je to zelo pomembno. Ko se enkrat podhladite, tudi ko človek enkrat izgubi v bistvu neko normalno funkcionalnost telesa, ni več sposoben razsodno razmišljati, ni več sposoben v bistvu delovati na način, ki sili k preživetju. In pa seveda 3 minute brez kisika. Tisti, ki zdrži 3 minute, je to v bistvu že kar dolgo. Ampak gremo v neke maksimume, da si lažje zapomnimo. Se pravi, 3 minute brez kisika, 3 ure brez bivaka, 3 dni brez vode in 3 tedne brez hrane. Mogoče bi k temu bivaku dodala še ogenj. Vedno, ko se znajdemo v neki situaciji, je zelo dobro, da se čim prej zakuri ogenj. Naslednja opcija je pa seveda, naslednja stvar je pa, da se postavi bivak. Bi kaj dodal pri tem pravilu? Ja, mogoče se bo kdo zataknil pri vodi, veste, da lahko v puščavi primer tudi v parih urah že kar precej dehidriramo in lahko na končni fazi nastopi tudi smrt, v zelo kratkem času, seveda odvisno od okoliščin, ampak to je ena res taka šolska pravilo, ki si ga res lahko zapomnimo. Se pravi, hočemo povedati, da ni prva stvar, kaj bom pa jedel, ker sem se izgubil, kaj bom pa zdaj jedel, je ostalo veliko bolj pomembno od hrane. To okrog hrane, potem bomo seveda še govorili. Ok, pa če gremo kar naprej. Nekaj nas zaheca. Tako, že na začetku smo v bistvu na začetku smo zastavili, se opravičujem. Že na začetku smo zastavili vprašanje, katere so tiste stvari, ki jih vzamemo s seboj, ko se odpravimo v gozd. Nekateri pripomočki so bolj pomembni, nekateri ali pa bolj ključni, bi lahko rekla, nekateri manj ključni. Vsekakor nam pa vsak pripomoček lahko pride prav. In če jih premišljeno vzamemo že v štartu, bomo imeli zagotovo manj težav. Ena taka stvar je zagotovo nož. Pri tisti igri 3 stvari na otok, na nož ne nikoli pozabiti. Nož je ena taka v bistvu pomembna stvar, s katero lahko počnemo ogromno stvari. Konec koncev pri pripravi hrane, ali pa pri pripravi ognja, ali pa pri pripravi bivaka. Skratka, na vsakem koraku. Mislim, da ga bomo še kar velikokrat uporabili, pa tudi nekaj v nožih bomo še povedali v nadaljevanju tega tečaja. Potem je vir ognja. Vir ognja je lahko vžigalica, lahko je tudi vžigalnik, ampak vžigalnik se enkrat sprazne in tudi vžigalica se lahko zmoči. Zato poznamo še kresilo, kurjenje z lokom in podobne stvari, ki bova omenila, pa upam, da na delavnici tudi, da jih bomo testirali. Definitivno na to boste brez skrbi, ker to je pač osnova. Naj dodam, da se tudi kresilo izrabi. Ja, tudi kresilo se lahko izrabi, zlovi in podobno. Vse pripetljaje smo že doživeli. Skupite ga lahko, zato je fajn imeti po 2 stvari, prosti, ki prekinjam.
je fajn imeti 2, pa se sliši tako neumno, ali ti odleti nekam v listje, ta magnezijeva palčka, ali pa se dejansko tudi prelomi, ko je enkrat že tako uporabljen. Ampak do tega nismo še prišli. Potem je zelo uporabna stvar tudi posoda. Alternative posodi bomo omenili malo kasneje. Vsekakor si pa zelo veliko dela in časa prihranite, če imate že pri sebi. Ponjava, plahta, karkoli, šotorka, skratka nekaj, s čimer se lahko pokrijemo, s čimer lahko naredimo bivak, palerino in podobne stvari. In pa vrv, ki je pa prav tako uporabna, mislim, da tudi vsak dan v življenju, ne samo pri preživetju, da bi to kar skoraj vsak lahko naštel v bistvu kot neko uporabno. Meni se je že večkrat zgodilo, da sem vrvico pozabila, pa smo jo pa vedno nekje iskali in reševali, to bomo pa povedali s kakšnimi alternativami, ampak ja, potem se s časoma naučiš, da je to res pomembno. Pa bo Laris povedal zdaj še, kaj pa, če tega nimamo. Ok. Ja, začnemo kar pri nožu. Jaz običajno pokažem, kako naredimo nož, v bistvu tako, da vzamem en večji kamen in ga po domače povedano zabrišem v drug kamen, da se ta razbije. In seveda v teh okruškov, ki jih dobimo potem okrog tega razbitega kamna, vedno najdemo en oster rob, s katerim lahko v teoriji kaj odrežemo. Je pa to nož, ki je, bom rekel, 3-krat počasneje ali pa 5-krat počasneje režemo z njim, kakor pa z običajnim nožem. Vir ognja. Če nimamo ognja, naredimo bowdrill oziroma komplet za prižig ognja, o tem bomo več kasneje govorili. To je kar napredna zadeva, tako da takrat v tisti delavnici tega loka oziroma bowdrilla mogoče prinesemo samo s sabo, tako da boste videli, lahko poskusite tudi načeloma, ampak ne bo časa, da bi pa svoj komplet naredil iz narave, ker je to kar, bom rekel, cel dopoldne, lahko rečem, traja in je pač to namenjeno za napredni tečaj, ki pa se boste lahko seveda tudi kasneje, upam, da ne nadaljavo, udeležili. Seveda, kresilni kamen, torej v teh ognjih se bomo potem, ne bom zdajle šel v detajle, kaj s tem kresilnim kamenom, kresilo, se pravi magnezijeva palčka je tudi na uporabo, povečevalno steklo, se da, bom rekel, mi največkrat uporabljamo tisto debelo za grofoskop, tiste res se dejansko da tudi gravirati v les, skratka zagori zelo hitro. Ja. Vprašanje od Žige, kje v naravi najlažje najdemo kresilni kamen? Zdaj je tako, kamen je fajn, torej rabimo 2 kamna, se pravi, če nimamo ogljikovega železa ali pa neke stare pile, s katero bomo, bom rekel, udarili, torej s pilo, zakrivljeno običajno, udarimo po kamnu in spodaj moramo imeti netivo, ki je pa zoglenen bombaž. V tem bomo naslednjič, ko bomo imeli ognje, mislim, da je naslednjič, tretji tretma, kakorkoli se reče, tečaj, ravno o tem bomo razlagali, kako je v tej praksi. Če pa nimamo, se pravi, tega železa, je pa fajn najti ali v potoku ali pa ob potoku kakšen kamen, ki je rjavkaste barve, se pravi, da vsebuje dosti ogljika. In običajno, se pravi, to ni problem priti do take iskre, problem je, če vi nimate zogljenega bombaža, kateri bo ujel to eno malo iskrco, seveda ne boste to šopa suhe trave prižgali s tem, ampak kot sem rekel, zogljen bombaž, katerega bom pa naslednjič povedal malo več, kako se ga pripravi. Tako da, hvala za vprašanje. Če se lahko samo vključim zraven, ker sem se pozval. Ja, prosim.
Ja, zdaj pač to tehniko, ko ste pač govorili, to sem jaz malo testiral, pa malo se igral s tem, pa ta bombaž sem si sam doma pripravil. Okay. To mi je vse ratal, no. Zdaj ampak v bistvu s kupljenim setom, če tako rečem, ker tisti in kresilo, in to ogljikovo kovino oziroma ta stil, pa ta flint sem v bistvu nabavil, Ja. pa tak iz bombaža sem si sam oglenel te zadeve, tako da to mi je vse ratal pržgat, ampak pač pa mi je bil izziv, kje najti ta kremen v naravi, ne. In pa sem šel v bistvu ob reko s tistim železom in sem tam klofil v bistvu pa Testiral, kje bi to najdel to iskro. No, na enem kamnu mi je pol uspel, ampak je bila v bistvu iskra premala, da bi jo ujel na ta bombaž, no. Imel ste pa flint? Imel sem pa flint, ja. Aha. Mislim, da je zelo pomembno, koliko dober je ta flint. Se pravi, iskra bo velika oziroma močna, če bo dober flint. Se pravi, dober ta želez, ki ga imate. Takrat dobimo močno, se pravi, starejša, ko je pila, jaz to svetujem, da se iz pile, stare pile naredi z železo, pač date komu, da se vam še kje prilagodi. Drugače pa samo s tistim kosom je sicer malo bolj narodno, kakor ta, ki je pač prilagojen za pač usekati, ne. Pomembno pa je, kot sem rekel, da imate netivo tik pod kamnom, ali pa mogoče, skratka, ja, tik pod kamnom, da bo ta iskra, ko preskočila na ta bombaž oglenel, no. Pa rob kamna mora biti oster, ne? Ne sme biti zaobljen. Rob kamna mora biti oster in seveda kamen mora biti trši od tega železa, zato da se bo ustvarilo toliko trenja, da bo seveda tudi košček zažarel in padel na to, na to netivo. Tako, ok, hvala. Malenkost. Hvala za vprašanje. Ok, posoda. Ja, kaj naredimo, če nimamo posode? Zdaj, eni verjetno poznate, da lahko kuhamo tudi v plastični vrečki. Lahko poskusite, date v plastično vrečko vodo, kakršnokoli tako manjšo vodo in vžigalnik od spodaj in boste videli, da se ne bo vrečka stopila. Seveda govorimo to takrat, kadar nivo plamena ne bo presegel nivo vode. Zakaj? Zaradi tega, ker voda doseže največ lahko 100 stopinj, kakor vemo, več ne načeloma, če lahko ne v takih odprtih sistemih. Spravi 100 stopinj doseže, plastika se topi pa pri nekje 180 stopinjah in naprej. Tako da je v tem primeru voda deluje hladilno na plastiko, seveda pa moram poudariti, da ni najbolj zdravo, da bi to jasno vsak dan kuhali, prakticirali. Hočem pa povedati, ja, da je en trik ta, da v bistvu lahko v plastenki zavrete vodo. Seveda, kot sem rekel, je običajno najbolj fajn dati čisto polno plastenko v ognjišče in seveda zraven dodajati žerjavico ali pa sam plamen, v bistvu goreča polena, ampak seveda naj ne bodo previsoka, da ne bi, v bistvu, kot sem rekel, plamen presegel nivo plastike. Takrat se pa potem scvrkne in seveda potem začne voda ven teči. To je pač samo ena izmed trikov. Seveda pa dejansko lahko naredimo posodo tudi iz lesa. Konkretno, če imamo kakšno žago ali pa sekiro ali pa tudi z nožem, sicer bo zelo dolgo trajalo, nek debelejši hlod, mogoče smreka, v neki taki višini, bom rekel, odžagamo, če se da, če imamo žago s sabo, in potem na vrhu tega, kako naj rečem, polena, dodajamo žerjavico kar gor. In seveda, kako naj rečem, če želimo zadevo pospešiti, je fajn, da to žerjavico pritisnemo s palčko ob ta polen in jo tiščimo na mestu in pihamo, torej čim bolj blizu,
v to žerjavico, da nam bo ta čim prej spodjedla čim več lesa. To je zelo, bom rekel, dolgotrajen postopek, enako iz gline. Veste, da ta posoda ne bo v 24 urah načeloma gotova. No, če bi res pohitrili, bi šlo, ampak če pa hoče, da vam ne bo eksplodirala ali pa da bo res vodo držala, je pa fajn je vsaj 24 ur to glineno posodo najprej osušiti in šele potem jo dati bom rekel, v kurišče, ampak seveda ne takoj direkt na ogenj, ker bi, kot sem rekel, dejansko zaradi prevelike temperature naenkrat eksplodirala. Da ne govorimo o tem, da mora biti glina seveda zelo dobro prečiščena, da ima čim manj kamenčkov noter, da je čim več same gline kot take, da ni čim manj laskov in ne vem kaj še vse, ker bi lahko imeli vodo, ker kot sem rekel, lahko ta višek vode ali pa nepotreben del vode v glini lahko potem posodo raznese, ja, poči enostavno. Tako da, se pravi, en dan sušimo in to posodico potem postavimo v ognjišče in potem enostavno ogenj približujemo sami posodici, lepo počasi, da se počasi enakomerno suši. Tako. In se potem v bistvu v končni fazi ta posodica zasuje z žerjavico in se gor kuri v bistvu toliko časa, da ta posoda zažari oziroma postane taka svetla. In potem je absolutno potrebno torej to posodo pustiti v pepelu do naslednjega dne, se pravi, praktično, če zdaj to seštejemo, je to kar skoraj 3 dni dela, da pridete do ene take posode. Tako da je fajn, če imate kakšen kovinski lonček ali pa termoske pokrovček s sabo, mogoče za take primere, če rabite kje kaj zajeti ali pa priti ali pa si prekuhati kaj, ne. Okej, ponjava. Zdaj, če nimamo ponjave, si bomo pogledali v prihodnjih tečajih, kako naredimo naravni bivak. Ravno danes sem bil z enim novinarjem RTV oziroma Radia Slovenija na terenu, kjer so se to učila in bom tudi ta video, ki je, bom rekel, tudi nalašč za to, ravno v pravem času bil pripravljen, da si boste malo bolj plastično predstavljali, kako je zadeva izgledala, kako se to naredi in pa seveda v končni fazi, ko bomo imeli to delavnico z vami, si jo komaj čakam, res, da se srečamo v živo. Pač upam, da me boste med tem časom tudi spoznali, kakšen človek sem, rajši imam, bom rekel, interaktivno debato, kakor pa da jaz tule suhoparno nekaj vam razlagam, ampak žal tako pač je. Vrv naredimo lahko seveda iz naravnih materialov, kot je smreko, korenina, iz koprive, trave, lubja, vrbe, skratka, malo morje materialov je, tudi iz srabota se da narediti zelo fajn. In kaj še? Skratka, če ponovim, teh 5 stvari, nož, vir ognja, posoda, ponjava pa vrv, to bomo še večkrat debatirali. To so res ene 5 najbolj osnovnih stvari, ki jih je fajn imeti s sabo. Seveda so pol še ostale lučka, piščalka, zemljevid, kompas in ne vem, kaj bi lahko še našteli. Kemične lučke, če hočete, naglavne lučke in take drugačne. Skratka, v končni fazi, če nimate luči, si lahko tudi baklo naredite, ker imate ogenj in si lahko praktično naredite torej, kaj sem zdaj rekel? Baklo. Z baklo, tako. Baklo ali pa pač kakršenkoli drug pripomoček, s katerim boste razsvetljevali. V teh bomo tudi urili med ognji, seveda so to potem neke, če samo namignem,
neke reciklirane bakle, ki jih lahko s pomočjo voska ali pa kakorkoli uporabljamo. Ok, 7 pa 15 je, v glavnem, če imate kakršnokoli vprašanje, dajte kar zapisati. Kako se pa ne izgubim? Se pravi, fajn je, če imamo s sabo kompas pa zemljevid in da ves čas vemo, kje smo na karti oziroma na zemljevidu, kakor rečemo. O tem bomo spet seveda prihodnjič. Poskušamo si čim bolj zapolniti terene ali pa z neke znamenitosti na terenu, se obračamo seveda nazaj, kot je Tjaša prej omenila, to je ključno, in pa seveda puščamo sledi. Se pravi, ko zapustimo eno cesto, stezo ali karkoli in gremo, ne vem, po gobe recimo, je zelo pametno, da si tam označite mesto, kjer ste šli, torej proti neznani smeri, z puščicami iz 3 vej, ki so praktično, jih poberete po tleh, izložite v puščico, če je ful listja po tleh, je fajn, da mogoče listje še dodatno odstranite, da je res na eni temni podlagi neka rjava vejca in seveda na vsake toliko časa, ko boste spremenili smer, si spet naredite puščico, v gozdu to res ni težko, če ste na travniku, pa pač lahko iz šope trave vežete v neke vozle in jih date v smeri, kamor ste odšli, zato da, če se vam tudi mogoče zalomi, da ne boste mogli, bom rekel, napredovati naprej ali pa boste prišli do ene ovire, pa boste mogli priti nazaj ali do avta ali pa ne vem kamorkoli, je pametno, da potem po teh vaših simbolih ali pa znakih, ki je lahko tudi zlomljena veja na vaši desni strani, torej lomite veje na grmovju, na drevesih, na vaši levi strani in ko se vračate, iščete zlomljene veje na vaši desni. In seveda zelo eno vprašanje mi danes postavil, kako pa vem, da sem jo jaz zlomil, da ni bila prej zlomljena. Vprašanje na mestu, to se točno vidi, kaj pomeni sveža zlomljena veja ali pa pred enim tednom ali pa pred enim letom, čisto tako na kratko. Zdaj v tegale videa si ne bomo pogledali, ga boste pa dobili v bistvu, to je naš kar precej star video, kako si naredimo nek kit za preživetje sami, pač, ja. Ja, skratka, ta video boste pogledali, ko boste pač dobili te podatke, evo, zdaj ga bo Tjaša dala v chat in si ga boste lahko ogledali po zaključku tele naše seanse. Se ti kar govorim. Ja, si govorim. Mislim, na tebi se lahko prikažeš. Zdaj, pred sabo imam, bom rekel, en Miltekov survival kit, ki je, bom rekel, taki zelo majhni pakungi, lahko ga kupite ali pri nas ali pa v kakšni športni trgovini, vsebuje navodila za preživetje, če sem na kratko samo poudarim, kaj ima noter. Potem ima, bom rekel, poslovilno pismo in pa seveda tudi svinčnik, malo se hecam, drugače pa je v bistvu torej tudi prostor, kjer je torej prazen list in pa seveda, če se kdo poškoduje, kje se poškoduje in tako naprej. Ne bomo si o tem preveč časa zgubljali. Če je kakšno vprašanje, bi prosil, da vprašate, da še to predelamo, preden zaključimo. Potem vsebuje vato, je zapakirana v taki polivinil, da je res na suhem, tudi če padete v vodo, se to ne bo zmočilo. Vsebuje nožek, ki je, bom rekel, tak čisto osnoven, majhen, upam, da vidite. Potem tule imamo obratno. Takole. Potem smo že prej omenili, ima piščalko, ima žico za eventualno kje pričvrstiti ali pa narediti kakšno zanko, čeprav pasti in pa zanke je v mirnem času prepovedano nastavljati. Potem, ne vem, koliko vidite, žično žaga, vsebuje torej kit za preživetje, kresilo, takole pokazati,
tako majhno, ampak je pač čisto funkcionalno. Svečko, čajno svečko, varnostne zaponke ali pa knofeljce po domače, kit za šivanje oziroma šivalni pribor, pribor za ribičijo, se pravi za ribe loviti, trnki, uteži, lac oziroma ribiška vrvica. Potem nenazadnje kompasek, tak zelo majhen gumbni kompas, kar se mu reče, in pa nenazadnje tudi ogledalo, katero ima sicer zdajle gor še folijo, ker je pač to nov kit, in se ta folija da dol, imate potem res dejansko tole ogledalce noter in nenazadnje je tudi sama posodica nezamrljiva, torej, če nimate nobene druge posode, boste lahko tudi v tej posodi v praksi lahko zavrete vodo, sicer je zelo majhna, ali pa zajamete, kako pa to, ali pa v leseni posodi recimo, lahko vodo zavrete s pomočjo vročih kamnov, potem bomo tudi več, ko bomo okrog hrane in prekuhane oziroma vode, kako se to prekuha, to bo naslednjič. Tako da zdaj pa prosim, da se kar malo slišimo ali kakorkoli, pa si torej vprašate, karkoli vas bo zanimalo. Kakšno vprašanje? Lahko tudi napišete kakšen vtis po današnjem dnevu ali pa kaj bi si glede na tematike, ki jih trenutno vidite na ekranu, mogoče pri posamezni temi želeli izvedeti. Še dodatno, ja, lahko, ni problema. Ker struktura je sicer, ampak si želiva odgovoriti tudi na vaše potrebe in vprašanja. Točno tako, kakor če bi bili v gozdu, bi tudi marsikaj vprašala, ne? Vprašanje? Zaenkrat ne. Ne. Lahko tudi vprašate tako, da ne napišete ali pa povete, ne vem, kako se vam je danes zdelo, če je tako, kot ste pričakovali, če imate kakšno vprašanje, pobudo, idejo ali karkoli. Hvala, Tamara, za super, Klemen. Jaz upam, kakorkoli, da vas ne zadržujem preveč, da vam je bilo zanimivo, mi da se bo maksimalno potrudila, da vam dava čim več uporabnih znanj, ki so preverjena, ki niso, bom rekel, kar z nekje potegnjena. Poglejte si še ta video, ta je sicer mišljen, da si ga skupaj zdaj pogledamo, ki je tukaj v komentarjih je povezava. Naj poudarim, da je to res en precej star video, ker sem ga nekje enkrat pozimi snemal, boste videli na blokah. Šlo je za neke poskuse, ker smo hoteli neke naše kite v bistvu promovirati pa izdelovati pa tako naprej. No, pa smo pol v končni fazi s tem prenehali, ker je kar precej dela s tem. Definitivno se pa svetuje, da imate ta kit ali podoben ali pa kakršenkoli na tak način, kot ga vidite tukaj na tem videu ali pa kot sem ga zdaj pokazal, da ga imate v nahrbtniku, to vam resno vzame dosti prostora. Je uporabna zadeva, bog ne daj, da se pač komu kaj zalomi, ampak če pa se, pa ste spet mirni, kot sem rekel, a ne. Veste, da imate vsaj še kakšnega aduta. Mogoče bi poudaril še to, da je, kot sem rekel, fajn imeti po dve stvari, dva noža, dva kresila, dva vžigalnika. Mogoče se sliši to glupo, boste rekli, ali pa neumno, vendar, kot je Tjaša rekla, lahko sežigalnik se sprazni, lahko kamenček odleti glih takrat, ko ni treba, pa je fajn, da imate še enega, ker če se samo na enega zanašamo, je to
oziroma po domače rečeno, ena ni nobena, ne, bom rekel. In to velja tudi v tem našem primeru. Prišli ste še 2 vprašanji. Eno je vprašanje o tem, kaj storimo ob srečanju z volkom in medvedom, pa mislim, da bova to odgovorila takrat, ko bomo govorili z Zasledstvom, da ste lahko še malo v pričakovanju. Obadva pa veva kar nekaj v bistvu z tega področja. Tako da bomo še spregovorili. Če lahko dopolnim, spregovorili. jaz imam tudi licenco za vodnika za ogled medveda v naravnem okolju in bom res se vam razdal popolnoma v prihodnjih srečanjih. Mislim, da je to zadnje srečanje s Zasledstvom. In vam bom res probal povedati vse, kar vem, zato da boste bolj mirno šli v gozd. Skratka, nobene panike ni okrog medvedov. Lahko vam samo povem za začetek, da je medved po 2. svetovni vojni do danes ubil 3 ljudi, divja svinja pa 100. Ne? To je kar za malo zamisliti, ne. Spravi, od 2. svetovne vojne do danes, koliko je to let, dobrih 70, ne, in tako naprej, je v Sloveniji medved ubil 3 ljudi oziroma 4, za 4. ne vejo, a je umrl naravne smrti, pa ga je pol medved odprl, a ga je pač napadel. Napadov je bilo pa dosti, tukaj moram pa seveda tudi poudariti, in sicer zaradi spuščenih psov. Saj veste, imate kužata, greste, se me noben ne vidi, ga spustite, kuža bo medveda z lahkoto zavokal, ker zelo smrdi, po domače rečeno po crkovini, po krvi, ki se razkraja in podobno. In bo šel seveda gledati, kaj ta vonj je, in tam ga seveda lahko čaka neka medvedka z 2 mladičema, ali pa 3 ali pa 4, o tem bomo kasneje, smo rekli, in seveda bo ta medvedka enako kot vsak starš, ki bi hotel njegovemu otroku karkoli groziti ali pa karkoli ga, ne vem, poškodovati, bi seveda odreagiral tako, da bi vsiljivca odgnal na tak ali drugačen način. Seveda to medvedka brez skrbi tudi naredi. Da se pa to ne zgodi, pa seveda je treba, bom rekel, nase opozoriti. S tem pa ne pomeni, da delamo galamo po gozdu non-stop, ampak da res, ko pridemo pod neko goščavo, zažvižgamo ali s kakšno palico udarimo po drevesu, skratka ne pa, da cel gozd spravimo pokonci. To je enako, torej, kot če bi jaz prišel k vam sredi noči, bom rekel, v vašo spalnico in vas porukal, ne, pa vas vprašal, Živa, kako si, verjamem, da noben od vas ne bi dobro odreagiral ali pa, da ne govorim o kakšnih hujših posledicah, a ne. Skratka, gozd je dom živali, to je njihov dom in to ni naš dom. Mi imamo svoj dom, pa nam noben ne hodi težiti, ne, malo karikirano. Skratka, tukaj hočem poudariti, da moramo pač to vzeti v zakup, da so živali tam prisotne in bodo prisotne, dokler bo to le možno, in da jih je treba spoštovati. Tudi o volku pa v risu bomo kar precej lahko povedali. Jaz v bistvu kot ekologinja sem tudi sodelovala pri popisu volka, pa tudi pri v bistvu popisu šakalov v Sloveniji, tako da so to zagotovo stvari, no, ki bomo še lahko se dotaknili. Pa več, ko vas bo zanimalo, vprašajte, ne. Mislim, da ima obadva na tem brez področju kar zadržkov, precej znanja. kakršnakoli vprašanja, kar vam pade, tudi če se vam zdi še tako neumno, neumnih vprašanj niso samo neumni, torej vsi, še enkrat. Neumnih vprašanj ni, To so neumen je tisti, ki ne vpraša. Neumen je on, ki ne vpraša, in pa neumni se lahko samo odgovori. Kje pa se kupi ta survival kit? Lahko ga naročite pri nas, stane 19,90 evra, ali pa v športnih trgovinah oziroma kaj jaz vem. Ne, na spletni strani. Kar tukaj lahko komentar ali pa ne. Na mail napiše, to bi želel imeti. Lahko nam pišete na mail, pa vam lahko pošljemo.
Ja, je pa, če boste kaj googlali, je pa od Milteka Survival Kit. Miltek. Jaz verjamem, da ima mogoče kje še cenejše. Malo pogooglite, poiščite. Na vaš naslov. Ja, tako. Evo, ura pa pol je šla mimo. Jaz se vam res lepo zahvaljujem za vašo prisotnost, za vaše zaupanje. Verjamem, da ste kaj novega izvedeli. Nič pavze nismo dali vmes, ne, v šoli je 5 minut odmora vsaj. Jaz se pravim, kaj ne rečem, sem vesel, no, da smo prebili ta let in verjamem, da bomo v prihodnje še boljši. Če so kakršnakoli vprašanja ali pa pripombe, bomo to z veseljem sprejeli, pa ne bo še to hudo, ne. Tako da, to je to. Hvala za vašo pozornost. Ja. Naslednjič pa voda in hrana. Tako, se vidimo v torek. Lep pozdrav. Živjo. Čau, živjo.